Do danes še nihče ni začel postopka, kar je skrajno neresno. Jutri lahko najdemo truplo pred parlamentom, pa bomo sumili, da gre za umor, pa bo nekdo prišel mimo, pa policija ne bo obravnavala zaradi tega, ker tega nihče ni prijavil. To ne pomeni, da mora policija že prvi dan kako bi rekli, zbirati informacije o teh treh poslancev, lahko da so uporabljali kakšne druge metode. Jaz sem danes prvič dobil v pisnih oblikah s podpisanimi izjavami poslancev, kaj se je zares dogajalo. Sem zadevo zapakiral v kuverto in jo danes preposlal na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Uradni prijavitelj je torej Stevanović, pravi Šepec, ki dodaja, da je to nekoliko nenavadno. Če imamo samo izjave teh treh poslancev, težko si predstavljam, da bo na sodišču to uspešno, ampak pustimo se presenetiti. Vprašanje, kaj z vidika dokazov res imajo. Obsodb s področja korupcijskih dejanj je sicer samo nekaj 10 na leto, tako Šepec. Bi rekli, v Sloveniji ni težav, korupcija, s tem nimamo težav, ker kaznivih dejanj korupcijskih praktično ni. Ampak ravno problem je v tem, ker se ne preiskujejo, ne prijavljajo, izredno težavno je dokazovati. Poslanca Todorović in Mijić sta se zavila v molk, poslanec Štorek pa nam je poslal sporočilo, da do nadaljnjega ne bodo dajali izjav. Kdo naj bi jim sicer podkupnino ponujal, ni znano, je pa Stevanović danes dejal, da je jasno, katere stranke bi se rade obdržale na oblasti. Vam je verjetno jasno, kdo je obvladoval največ ministrskih položajev? Če se bo kdajkoli v prihodnosti zgodil prestop katerega od teh poslancev, vemo, vse narativ je tako nastavljen, da je podkupljen. Na domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice se je odzval tudi bodoči mandatar z besedami, da se nekateri čudijo, da niso prijavili sumov podkupovanja neodvisnim organom. Na omrežju Meta je zapisal, katerim neodvisnim organom, očiščeni policiji in sodiščem, ki jih obvladujeta Zoran Janković in Robert Golob, ali specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga je vodila mama predsednice Golobovega podmladka.